Dober dan, en prečudovit kolesarski pozdrav. Danes vam bom med vožnjo povedal nekaj o tem, kako sem peljal specialko na servis, kako kaže z mojim letnim načrtom 10.000 km in pa kako sem začel služiti denar na YouTubu. Končno imamo spet en lep sončen dan, smo že sredi novembra in sicer v tistem območju med 12 in 17 stopinj Celzija, ko smo še zmeraj v kratkih hlačah, zgoraj imam pa že dolge rokave. Prejšnji teden sem imel specialko na servisu, imela je že 6.000 km. Izkoristil sem deževen dan, ker ni bilo več kaj odlašati. Na moje veliko presenečenje so zamenjali samo verigo, gume in zavore so pa še ok. Za verigo in delo skupaj sem plačal 42 evrov. K sreči servis kolesa ni vplival na moje prevožene kilometre. Tisti dan je itak padal dež. Naslednji dan, ko sem specialko prevzel, sem pa z njo tudi že naredil en krog. Za nami je tudi martinovanje, ki pa ravno tako ni vplivalo na moje kolesarske kilometre. Bil sem na Krasu, v Dutovljah, v Šepuljah in v Pliskovici. Super smo se imeli. Nekaj utrinkov sem sproti objavil tudi na Instagramu. Tako da, če kogarkoli zanimajo moje dogodivščine v prostem času, lahko komot pogleda še na Instagram. Pretežno pa, moram biti pošten, imam tudi na Instagramu v glavnem kolesarske fotke. Tudi martinovanje ni vplivalo na moje kilometre, saj sem v soboto dopoldne naredil en krog, zvečer smo imeli žurko, drug dan nedeljo pa sem popoldne spet šel na kolesarjenje. Mogoče skupno nisem naredil lih toliko kilometrov, kakor če bi bil vikend fraj, ampak vseeno sem jih naklepal približno 90. Tudi na splošno moram povedati, da se moj letni načrt odvija brez vseh težav. Trenutno imam 9200 km. V času, ko gledate ta video, mogoče še kakšen kilometer več. Zdaj tiste, ki vas zanima v živo, me lahko spremljate na Stravi in tudi današnjo vožnjo bom objavil od spodaj v opisu videa. Kakorkoli, do konca leta imam še 800 km in več kot en dober mesec. Tako da upam, kljub slabemu vremenu in kakšnim drugim nevšečnostim, da ne bi smelo biti več nobenih ovir, da dosežem svoj osebni rekord vseh časov, 10.000 km v enem letu. V vsem tem času lahko povem tudi, da sem precej ponosen na to, da sem še zmeraj kljub YouTubu ostal predvsem kolesar. Teh 10.000 km, to so pravi kilometri, to ni fake. Kdor spremlja na Stravi, točno ve, kdaj grem na kolo in kolikrat grem na kolo. Že ko sem začel z YouTube kanalom, sem nekako rekel, da želim ostati kolesar, da ne bi rad zgubljal preveč časa s snemanjem, s postavljanjem kamere v kakšne ovinke. Sej mogoče res narediš atraktivne posnetke, ampak potem si snemalec, potem več nisi kolesar. Upam, da vam kljub temu lahko pričaram dovolj zanimive posnetke, da so moji videi gledljivi. Še več, trudim se svoje kolesarjenje izboljševati, podirati rekorde, povišati povprečno kadenco, popraviti kakšen vzpon. Ravno zaradi tega, ker dajem še zmeraj prednost kolesarjenju, se zavedam, da lahko moji videoposnetki postanejo enolični, mogoče tudi dolgočasni. Če kogarkoli karkoli moti, mi komot napiše od spodaj v komentar. Jaz bom to preučil in v skladu s svojimi zmožnostmi tudi popravil, če bom le lahko. Vse to vam razlagam zato, ker sem pred 10 dnevi vključil monetizacijo kanala. To pomeni, da bom z YouTubom začel služiti denar. Nekateri najbrž veste, da sem pogoje za monetizacijo, se pravi 1000 naročnikov in še nekaj drugih parametrov, izpolnil že letos sredi avgusta. Ampak monetizacije, kljub prigovarjanju nekaterih kolegov, nisem vklopil.
Preprosto povedano, jaz od YouTuba ne rabim nobenega zaslužka, po drugi strani pa nisem hotel obremenjevati svojih videoposnetkov še z oglasi. Čeprav so mi nekateri povedali, da so oglasi bili že zdaj. Jaz osebno jih nisem opazil, razen na mobitelu, dopuščam pa možnost, ker je to napisano v YouTubovih pravilih. V bistvu je tako, da če nimaš vklopljene monetizacije in se med videem prikaže oglas, ves denar pobere YouTube. Moj edini pomislek pri tem, da ne vklopim monetizacije, je bil ta, da bo YouTube enostavno nehal širiti moj kanal. YouTube sicer trdi, da njihov algoritem ne ve, kateri kanali so monetizirani in kateri ne, ampak enostavno, če pomisliš logično, zakaj bi rinili naprej moje videe, če lahko rinejo tiste, v katerih dobijo plačane oglase. No, in prejšnji mesec, se pravi v oktobru, se je moj strah dejansko tudi uresničil. Ogledi mojih videoposnetkov v oktobru so padli za 50%. Ni problem v ogledih, ampak tudi v tem, da prikazov ni bilo. Znanci, ki vem, da gledajo videoposnetke, so mi povedali, da posnetkov še niso videli, da jim jih YouTube ni ponudil. Zdaj, če so bili moji posnetki enolični ali pa dolgočasni, si upam trditi, da so bili enako enolični in dolgočasni kot v septembru. To dejstvo sprejmem in sem ga pripravljen popraviti, ampak nekako me je pa grizla ta misel, da je mogoče YouTube mi dal nek signal, da se ne misli več ukvarjati z mojim kanalom na tak način kot doslej. Po svoje razumljivo. In tako je pred približno 2 tedni padla odločitev, da vklopim monetizacijo. Potrditev od YouTuba sem dobil zelo hitro, praktično v nekaj dneh, čeprav piše tam pri njih, da lahko to traja tudi več mesecev. Tako da monetizacija je dejansko vklopljena zadnjih 10 dni. V teh 10 dneh ste verjetno začeli videvati oglase. Oglasi se prikazujejo na začetku in na koncu videa, ker so pa moji posnetki daljši od 8 minut, jih pa YouTube rine tudi vmes. Jaz sem za vse oglase označil, da so lahko preskočljivi, tako da lahko prekinete z gledanjem po 5 sekundah, zato ker mi grejo ful na živce tisti 20-sekundni oglasi, ki jih ne moreš preskočiti. Od zdaj naprej bom jaz plačan, če bom plačan, samo od ogledov teh oglasov. Če ga boste gledali 5 sekund, bom dobil plačilo za 5 sekund. Če bo oglas dolg 5 minut in ga boste gledali do konca, lahko dobim plačanih tudi 5 minut. Če boste slučajno na oglas kliknili in boh ne daj še kaj kupili, lahko dobim še kakšen cent več. Moji konkretni videoposnetki pa naj bojo vsebinsko še tako dobri, na dejanski zaslužek nimajo nobenega vpliva. Štejejo samo oglasi. Jaz se bom še naprej trudil, da bojo moji videoposnetki zanimivi in gledljivi in hkrati upam, da bom na račun teh oglasov izgubil čim manj gledalcev. Sem pa že v teh 10 kratkih dneh, odkar imam monetizacijo vklopljeno, opazil, da so se ogledi spet popravili, da so številke nekako se spet vrnile v tiste normalne okvirje, kar je lahko naključje ali pa samo pač potrjuje mojo teorijo, ki sem jo razvijal. In ker vem, da vas vse skupaj zanimajo tudi finance, vam lahko povem, da sem v 10 dneh zaslužil skoraj 4 evre. Če vse skupaj preračunam v malo širši kontekst, lahko ugotovim, da bom v 7 mesecih zaslužil 70 evrov, kar je tista najnižja meja, da ti YouTube sploh izplača denar. In verjemite mi, če bom vztrajal do takrat in če bom zaslužil teh 70 evrov, jih bom gotovo vložil v tale kanal. Gotovo bom kupil en kos kolesarske opreme in ga na tem kanalu tudi predstavil. Nobenega namena nimam tega denarja dati v svoj žep, ker praktično gre za drobiž. Po drugi strani je to v bistvu denar, ki ste mi ga omogočili vi, moji zvesti gledalci, z ogledom brezveznih oglasov. Nagibam se k ideji, da bom potem tisti izdelek po predstavitvi na kanalu nekomu tudi podaril. Zdaj je začel pihati nek močen vzhodnik in proti vzhodu se moram vrniti domov, tako da bom zelo težko še kaj posnel in povedal.
Zato bom kar jaz tukaj izkoristil malo od tega zavetrja, se vam zahvalil za vso podporo in upam, da me boste podpirali še naprej. Hvala vam tudi danes za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!